Adriana Maraš je uveljavljena grafičarka, ena vodilnih umetnic tretje četrtine 20. stoletja na tem področju. Večkrat nagrajevana, mednarodno uspešna umetnica, res prava zvezdnica. Posebej njeno obdobje v 70. letih, ki nam ga prikazuje tudi ta grafika pred nami z naslovom Mravljinci, nastajala leta 1973. Je značilna za njeno obdobje, ko se ukvarja, ko v bistvu opisuje, oblikuje svoj odnos do takrat popularnega, vseprisotnega pop arta. V tem obdobju uporabne predmete iz množične proizvodnje, ki seveda dobro prikazujejo ta čas konzumerizma. Adriana Maraš je odtisnila to grafiko tako, da jo je položila na grafično ploščo v ta asfalt, potem še prevezala z vrvico, da je ta vtis telesnosti, ki je tukaj odsotna, še bolj nakazan, še bolj jasen. Rada ima te dvojne teksture, ker je pa naslov te grafike Mravljinci, moramo pogledati, kje ti mravljinci so, in dejansko na tem delu telesa, kjer se pač nahaja trebuh, in ta izraz, da bi pač začutili to ščemenje v trebuhu, kadar je pred nami nekaj neprijetnega ali pa vznemirljivega, se mogoče mota v glavi Adriane Maraš, ko to oblikuje. In ti mravljinci res vstajajo iz površine, da začutiš res to ščemenje v trebuhu. Naslednja grafika, ki si jo bomo pogledali, je grafika z naslovom Suzuki. Nenavadna zaradi tega, ker se Suzuki res pojavi kot napis na tej res spodnji majčki brez rokavu, ki še bolj kaže, da gre za oblačilo, ki razgalja osebo, ki ga ponavadi ne vidimo, ki je skrito pod vrhnjimi oblačili. Adriana Maraš se zanima, je vedno skrivnostna, želi potegniti tisto, česar ne razkaže na prvi pogled. Napis Suzuki pa je enigmatičen. Mogoče pomislimo najprej na vozilo Suzuki, seveda takoj na ta japonski kontekst, ki je za njo tudi zelo pomemben, ker je grafični bienale, ki se je odvijal v Tokiu, bil dobra mednarodna skočna deska za slovenske grafike. Adriana Maraš je na mnogokaterem tokijskem bienalu sodelovala, naši umetniki Andrej Jemec, Janez Bernik so dobivali Grand Prix na tem bienalu. Suzuki torej pa verjetno ni želela govoriti o avtomobilski znamki, ampak o filozofu z imenom Daiseko Teitaro Suzuki, ki je vodilni mislec, filozof budizma, zen budizma, ki je to filozofijo prenašal v zahodni svet. Adriana Maraš je poglobljena bralka teh vzhodnjaških filozofij, izrazito neka podstat pač tega, kako se iz praznine rojeva šele absolutno zelo take globoke zen budistične misli, poskuša poustvarjati, prikazovati s tem svetom predmetom, ki dejansko niso samo predmeti, ampak res v sebi skrivajo mnogo skrivnostnih pomenov.